V Murski Soboti poteka celovita prenova nekdanjega delavskega doma, v katerem ima prostore mestna uprava in delno upravna enota Murska Sobota. Občina posodablja enega ključnih upravnih objektov. S tem se bojo izboljšali pogoji za zaposlene, uporabnike, tako občinskih storitev, kakor tudi upravne enote. Bistveno se bo izboljšala funkcionalnost, tudi energetska učinkovitost objekta. Moram pa povedati, ko je objekt dediščina arhitekta, našega znanega arhitekta Ferija Novaka, in s tem tudi nekako prispevamo k pomembni oživitvi mestnega središča. Mestno središče je v večini prenovljeno, seveda pa obstajajo še določeni objekti, eden izmed teh je tudi občinska zgradba, ki je še nujen te prenove. Zdaj, v objekt se več desetletij ni bistveno, se pravi, vlagalo, sproti se je vzdrževalo, kar se je pač moralo, in kot sami že lahko na zunaj vidite, je kar v precej klavrnem stanju, tako nam pušča streha, ob vsakšnem nalivu nam teče voda nad okna, dotrajane so inštalacije, imamo tudi veliko izpadov tako električne energije, kakor tudi drugih, tako da smatram, da je prenova oziroma da smo se lotili tega upravičena vsekakor, še posebej, ker smo zato našli tudi vir financiranja, ki je dejansko v 100% upravičenih stroškov sofinanciran, kar pomeni, da nekje 85% sredstev prihaja iz teh evropskih sredstev, 15% pa iz državnih. Vodja projekta in vodja oddelka za negospodarske dejavnosti na mestni občini je predstavil tehnične vidike projekta. Prenova zajema v bistvu vse od zunanjosti, se pravi prenova fasade, to je tisti del, ki ga z dvoriščne strani vsi vidijo in se nadaleč vidi, da je prenova nujna, prenova strehe, se pravi, tu je zajet cel objekt, vključno z objektom, kjer je upravna enota, se pravi nekdanjim stanovanjskim delom objekta in seveda potem še prenova notranjosti, prenova strojnih napeljav, razsvetljave in izvede se prizidek z dvigalom, tako da bomo lahko dejansko zagotovili dostop tudi gibalno oviranim osebam do vseh prostorov mestne občine Murska Sobota. Javna naročila so bila izvedena vsa, izvajalci so znani, prvi je začel z svojimi aktivnostmi Merica d.o.o., ki je izvajalec prenove fasade, potem največji delež dejansko obnovitvenih del pripada Blisk montaža d.o.o., ki so bili uspešni tako pri delu, ki zajema prenovo notranjosti, se pravi strojnih in električnih napeljav, razsvetljave in izvedbi prizidka, kot tudi pri zamenjavi stavbnega pohištva, kajti tudi seveda stavbno pohištvo je predmet prenove, tako da lahko rečemo, da bomo po zaključku del dobili objekt, na katerega mislim, da bomo lahko ponosni in ki bo seveda omogočal povsem drugačne pogoje, tako zaposleni, kot tudi vsem uporabnikom. Glede na terminski plan pričakujemo, da bi se dela zaključila nekje drugo leto aprila ali pa maja, seveda odvisno, ker so pač dela tudi v zimskem času, koliko bodo vremenske razmere dopuščale oziroma omejevale določene aktivnosti. Vendar pa predvsem je pomembno, da se dela izvede kvalitetno in seveda tako, da bo lahko občina delovala, uporabniki uporabljali objekt tudi v tem času, seveda pa bodo določene motnje, tako da tu se opravičujemo vsem tistim, ki bodo rabili naše storitve, da pač brez tega pa ne gre.
Da omenim vrednost gradbeno-obrtniških del vseh teh, ki sem jih navedel, se pravi prenova strehe, fasade, zamenjava stavbnega pohištva, prenova strojnih napeljav in razsvetljave in prizidka z dvigalom, je trenutno po pogodbah 2.994.000, vse skupaj pa ocenjujemo, da se bo vrednost gibala tam nekje v višini 3.200.000. Prvotna ocena je bila višja, tako da projektanti so bili uspešni pri oceni stroškov, tako da so tudi prispele ponudbe bile v tistih okvirih, kot so bile ocenjene, tako da nas to še posebej veseli, kajti tu je težko dejansko glede na dogajanje na trgu in na cene, ki se spreminjajo. Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti pa je pojasnila, da se projekt financira v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, specifični cilj 5.1 namenjenega urbani prenovi. Vir financiranja tega projekta so celostne teritorialne naložbe in sicer specifični cilj 5.1, ki naslavlja vse tiste projekte znotraj mestnih središč. Zdaj, pri tem specifičnem cilju je potrebno izpolniti neke cilje in je potrebno izpolniti tudi nekatere kazalnike. Tako da čisto proste roke nismo imeli, vseeno se je bilo potrebno nekako prilagoditi vsem tem zahtevam. Je za ta specifični cilj predvideno 100% sofinanciranje. Stroški, ki recimo tekom gradnje bodo priznani kot neki neopravičeni stroški, oziroma tudi, če bi karkoli presegalo, bo pa potem morala pokriti Mestna občina Murska Sobota in s tem tudi računamo, da ko se stare stavbe obnavljajo, vsi vemo, da nas marsikaj lahko tudi preseneti, kljub temu, da so projektanti dosti natančni, pa potem, če bi do tega prišlo, bomo potem tisto pokrili iz lastnih sredstev, sicer pa govorimo o 100% sofinanciranju. Ta specifični cilj je namenjen notranjem razvoju mesta za izvajanje prenove in oživljanja prostih in slabo izkoriščenih pozidanih površin v mestih. To pomeni, da recimo nekih novogradenj mi iz tega ukrepa ne bi mogli sofinancirati. Morali smo se osredotočiti na stare objekte, na dotrajane objekte, na objekte kulturne dediščine. In naša zgradba taka je, da je pa dotrajana, to pa verjetno vsi vidimo in ni treba nekih posebnih razlag. Tudi kazalnike moramo izpolnjevati z tem projektom in sicer bomo s tem projektom dosegli kazalnik prenovljenih pozidanih površin v mestu v višini 2560 kvadratnih metrov. Prenova celotnega objekta, ne v bistvu celotnega, skoraj neke 3/4 površine celotne stavbe T1L, medtem ko pa streho obnavljamo v celoti. Povsem, ki je dejansko najpomembnejša za obnovo projekta. Torej, tukaj ne more iti samo za energetsko sanacijo ali energetsko učinkovitost projekta, z čemer tudi dosegamo vse te kazalnike, da prispevamo tudi k tem ciljem. Glavni so pa v bistvu, da oživljamo mestno središče, da obnovimo objekt kulturne dediščine, da ga zagotavljamo boljše pogoje vsem uporabnikom v objektu, ne nazadnje tudi privlačnost mestnega središča in mesta moramo zagotoviti s temi projekti. Poleg tega ste verjetno tudi seznanjeni, v tej perspektivi je velik poudarek na okoljskih ciljih. Tako da s projektom moramo tudi izpolnjevati, poleg energetske učinkovitosti, doseganje vseh tistih okoljskih načel, med katerimi sta najpomembnejša, da ne škodujemo v bistveno, tako imenovani DNSH načelo oziroma Do Not Harm Significant, in potem načelo podnebne odpornosti projekta, climate proofing, kjer smo pa tudi morali izdelati vse elaborate in dejansko bomo te zahteve tudi pokrivali v okviru projekta. Direktor podjetja Blisk Montaže je kot predstavnik glavnega izvajalca izrazil zadovoljstvo, da prenovo izvaja domače podjetje. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da po dolgem času smo uspeli pridobiti delo na tako pomembnem objektu, kot je prenova občinske stavbe v domači občini.
Tu moram izpostaviti, da tudi drugi izvajalci prihajajo iz domače regije, tako da bo obnova v celoti v rokah podjetij, domačih podjetij. Upam oziroma verjamem, da bomo v koordinaciji z predstavniki investitorja, z projektanti uspeli obnovo izvesti čim bolj tekoče, s čim manj presenečenj, ki jih stavbe take starosti z tako aktivno uporabo sigurno prinašajo, in verjamem, da bomo v rokih, zastavljenih rokih, tam do poletja drugega leta uspeli stavbo obnoviti tako, da bo služila nam in naslednjim generacijam za uporabo, se pravi tako zaposlenim, jim omogočala boljše prostore za delo, tako nam kot strankam, ki prihajamo v objekt, občinski objekt, upravni objekt, po usluge. Vas pa vse skupaj prosim že zdaj, da ste potrpežljivi, ker taka obsežna prenova bo definitivno pomenila motnje tako za zaposlene, kot tudi za dnevne uporabnike. Navodila oziroma organizacijo gradbišča za uporabo objekta bomo poskušali prilagoditi, da bo čim manj moten dnevni proces in da bo zadeva tekla kolikor toliko tekoče in da uporabniki storitev ne bodo čutili velikih težav. Projekt ne bo izboljšal le pogojev dela in storitev za občane, ampak bo prispeval tudi k oživitvi mestnega jedra in večji privlačnosti središča Murske Sobote.